Torej v zadnjih 14 dni, mogoče nekaj več časa, odkar trajajo izredne razmere okrog epidemije, je občina vključena predvsem v logistične aktivnosti v zvezi z podporo tistim organizacijam in službam, ki se aktivno ukvarjajo s preprečevanjem širjenja virusa. Tako bi izpostavil predvsem nabavo zaščitne opreme, s katero imamo tako kot drugje po Sloveniji še vedno velike težave, vendar pa iščemo vire, preko katerih bi lahko zagotovili nekaj več zaščitne opreme, predvsem za tiste službe, ki delujejo v okviru civilne zaščite, seveda pa tudi za druge, ki tako opremo potrebujejo. Vključili smo se tudi za preskrbo stanovanj za tiste zdravnike, ki se vsak dan vozijo v Krško, predvsem gre to za zdravnike v okviru zdravstvenega doma Krško in smo jim tudi uspeli priskrbeti nekaj občinskih stanovanj. Sicer pa aktivno sodelujemo tudi z domom starejših občanov, predvsem pri pomoči okrog opreme. Kar se tiče aktivnosti, v katere je občina neposredno vključena in tudi je njena osnovna naloga, to je upravljanje komunalnih storitev, lahko rečem, da vse te službe delujejo normalno, celo več glede zbiranja odpadkov, lahko rečem, da naš center za ravnanje z odpadkov v Spodnjem Starem Gradu deluje in je odprt, za razliko od mnogih drugih centrov v celotni Sloveniji. Tako da te službe delujejo povsem v redu. Kar se tiče delovanja občine v smislu dogajanja po krizi, pa lahko rečem, da zbiramo pobude strani gospodarstva in posameznikov, pobude, ki naj bi pripeljali do posameznih ukrepov, ki so v pristojnosti občine, gre pa za pobude za omilitev škode, ki so jo posamezniki in gospodarske družbe utrpele zaradi ukrepov oziroma dogajanja okrog te krize. Seveda moramo pri tem upoštevati tudi ukrepe države, da ne bo prihajalo do podvajanja in morda tudi, da ne bodo določena področja, ki so v pristojnosti države ali občin, pa niso bila pač upoštevana, da bodo tudi ta področja upoštevana. Skratka, pripravljamo listo vseh ukrepov, ki jih bomo potem na občinskem svetu obravnavali in tudi sprejeli, če bodo svetniki za te ukrepe. Ob tem bi želel se predvsem zahvaliti vsem tisti, ki so aktivni v omejevanju širitve virusa, pa naj si bo to neposredno zdravstveni delavci, zdravstveni domov, pa tudi dom starejših občanov in vse ostale podporne službe, ki pri tem sodelujejo. Želel bi tudi še enkrat pozvati naše občane, da se držijo navodil pristojnih služb in vseh navodil, ki jih dobivajo strani države, namreč šele skupaj in skupnim delovanjem bomo uspeli širjenje virusa zmanjšati in seveda omiliti tudi vse posledice, ki v tem nastajajo.